Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je ponedeljek, 8. september 2025. Moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju o poroki med Robertom Golobom in Tino Gaber z Denisom Bendetom Živčecem. Kako je balet pod zvezdami napolnil glavni trg v Mariboru. Iz Maribora na Eurobasket. Kakšna je zgodba ekipe, ki stoji za vizualno podobo prvenstva? Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Veliko pozornosti slovenske javnosti je minuli vikend pritegnila poroka predsednika slovenske vlade Roberta Goloba. V zadnji avgustovski prilogi Večera v soboto smo objavili daljšo analizo Mateja Grošlja o poroki premierja. Je poročno slavje predsednika vlade osebni dogodek ali politični spektakel? Analiziral je različne vidike, kaj premierju Golobu prinaša skok v zakonski stan nekaj mesecev pred volitvami. Čeprav gre formalno za osebno odločitev, zgodba hitro preseže zasebni okvir, smo lahko prebrali. No, primerno je, da o poroki leta nekaj besed spregovorimo tudi z Večerovim družabnim kronistom Denisom Bendetom Živčecem. Zdravo, Denis. Zdravo. Denis, koliko se je tebe dotaknila poroka predsednika vlade, kakšen odmev te poroke si pričakoval in kakšen je bil na koncu? Ja, jaz odganjenosti še zdaj mečem riš okoli sebe in ga pometam, tako mi je bilo všeč, pa sploh nisem bil povabljen. Ne, šala na stran. Mislim, da je šlo za zelo lep dogodek, pa mislim, da je za naše psihe kar zdravo, da se enih par dni v leto ukvarjamo tudi z nečim malo bolj romantičnim in ne samo s čakalnimi vrstami v zdravstvu in ne vem, jedrskimi programi in vsem, kar je narobe. Mička nam je šlo pa na živce, da smo, se veš, vedno bolj blazni mediji, ne, to poroko razglasili za poroko leta. Bila naj bi nam dogodek zasebne narave, kot sta mladoporočenca povedala, ne, izrazila željo, ampak pa naj bo poroka leta, če rabimo megastične naslove. Pa se pravzaprav je na nek način tudi bila. Ko se poroči premijer države, je to pomemben dogodek, da si ravno nekje v sebi, mislim, da v predvolilnem letu ni ravno prav veliko naključij in da lahko take stvari sicer zgolj koristijo, ker pravzaprav smo ga zdaj spoznali v še eni bolj ranljivi človeški luči, ne, ko je prišel po poroki in pred novinarje, je bil skoraj s solznimi očmi, mislim, še ga po volitvah, še ga nismo videli tako ganjenega in nežnega, ne. Tako da zdaj spoznavamo Roberta Goloba, partnerja, moža, zaljubljenega, mladoporočenca, ne, kaj še bolj človeško od tega. Lušno. Upam, da sta se imela zelo lepo, no. Sem brez besed, naj rečem kar direktno, jaz sem srečen, ponosen sem, da je Tina Gaber danes rekla da in je od danes naprej Tina Gaber Golob. Rad bi se vsem zahvalil za iskrene čestitke. Je predsednik vlade Golob v soboto povedal po poroki svojo partnerko Tino Gaber Golob. Kakšen se ti je zdel prvi nastop premierja po poroki, Denis? Ja, to, da je naredil pa zapravo po poroki, ki je izjemno osebni, zasebni, intimni dogodek, en tak mali prestermin pred hodom v Tartinijevo vilo, ne, se mi zdi pa zapravo precej frajersko. Torej, razumela sta, da javnost to zanima, da medije to zanima, da seveda potrebujemo nek naslov, fotko, nekaj, kar bomo objavili zvečer in dan po poroki, ne. In ta njegov nagovor novinarjev po obredu se mi je zdel en tak državniški, no, zvenelo bo pretirano, ampak res, tam je stal zelo suvereno, ono človek, ki je zdaj poročen, drugič, če se ne motim, kar je govoril, mislim, da je govoril precej iskreno, srečen je in da je ona rekla da. Pa veš, kaj se mi je zdelo še frajersko, da je del tega lepega dne delil tudi z novinarji. Ne vem, če ste opazili, ne? Prinesli so ene, mislim, da pladnje s kanapej, zihre so bili veganski, po mojem, ampak nema veze. Ne, delimo srečo na ta poseben dogodek. Če smo si že vzeli čas in šli tja, mislim, jaz seveda ne, ampak zakaj pa ne bi praznovali vsi skupaj? Saj je čaga, saj je poroka. Pravzaprav je povedal ravno dovolj, ne preveč, ne, če dobro pomislim. Celo na vprašanje, kam in kdaj bosta šla na medene tedne, je odgovoril le, še pride med krompirjevimi počitnicami, tako kot vsaka slovenska družina, ne, pa nekam na toplo. Ne. Ni najavil jahte, ni najavil Maldivov. Da si ravno je tam kar toplo, no. Bomo videli, izpod katere palme se bo ti najavila potem na Instagramu. Bi rekel, da bo tudi zaradi skoka v zakonski stan Tina Gaber presegla oznako estradnica in bomo zdaj lahko rekli prva dama?
Jaz sem na frazo prva dama malce alergičen. In pravzaprav gre zgolj za še en ameriški izum. Ne? Amerika je država, ki nikoli ni prebolela tega, da nima svoje kraljeve družine, ne? Ki bi jo lahko obdelovala po vseh tabloidih, seveda potrebuje prve dame in ne vem, druge dame celo. Ne? Jaz mislim, da pri nas, če se že gremo prve dame, je definicija prve dame zelo jasna. Ne? To je soproga predsednika republike in ne soproga predsednika vlade. Ne. Zdaj mi imamo prvega gospoda, situacija je malce drugačna, ampak zdaj, ali je zdaj Tina prva dama ali ne. No, slišali smo na poroki, da je bila rojena za prvo damo. Zdaj, če je ta oznaka, kaj pomeni, pa naj bo prva dama, no, ampak načeloma mislim, da je partnerica oziroma žena soproga predsednika vlade kar dober naziv. No. Ali bo zdaj s tem presegla oznako estradnice, ne vem, ali je to sploh potrebno. Sej, zgodovino poznamo. Tina je, ne nazadnje, bivša mis, prihaja iz sveta estrade, ni pa zgolj to. Je ne nazadnje izobražena ženska, ambiciozna ženska, zdaj pa novem tudi voditeljica podcasta in prepričan sem, da bo zdaj, ko je v vlogi soproge, premierja, svojo vlogo, poskušam se izogniti besedi funkcija, vzela še bolj zares in se bo zagotovo še bolj družbeno koristno angažirala, morda kakšne, ne vem, humanitarne organizacije in podobno, ker zdaj pa je vendarle poročena gospa, ne. Skratka, prva dama, če želi biti, naj bo prva dama, sicer pa je prva dama žena predsednika republike, če že mora biti. V medijih smo v soboto prebrali, kdo vse so bili svatje na poroki. Te z tega vidika, kaj presenetilo, je bilo pričakovati, da bodo na poroki tudi ljudje iz estradne scene? Ne vem, če se mi zdi zelo okusno razpredati o tem, koga je nekdo povabil na svojo poroko, ki se me pravzaprav en klinc tiče, ne? Zdaj, če sem zelo grob, ampak seveda je bilo pričakovati, da bodo tam ljudje iz vseh vetrov. Ne nazadnje sta gospod Golob in gospa Gaber Golob večdimenzionalna človeka, ne? On je, ne vem, nazadnje gospodarstvenik, politik, ona je in estradnica, in lobistka, in vse, a veš, iz vseh vesolij sta sestavljena, tako kot mi vsi. Zakaj pa ne bi bil kdo z estrade tudi tam? Pričakoval sem jih pravzaprav še malce več, pa se nismo vseh videli, ne? Videl sem, ne vem, Katarino Benček z njenim partnerjem in celo z otroškim vozičkom, pa zagotovo še koga, no, pač na poroko povabiš tistega, ki ga želiš imeti na poroki. No. Pa, in ker smo pa vendar malce politični, morda ni vse popolnoma stihijsko in popolnoma prepuščeno ljubezni in prijateljstvo, saj veš, ne. Guest lista oziroma seznam gostov na poroki politika je zmeraj malce tudi strateški. Eni sicer v tem vidijo iskanje skritih sporočil in skritih omrežij prijateljskih, ne? Češ, da se na porokah prešteje, kdo je pa zdaj res v najožjem krogu, kdo je. Ne, ne želim prav veliko analizirati potem, ampak zagotovo je kdo bil tam tudi zato, ker se ga je spodobilo povabiti. No, upam, da se je dobro najedel. Denis, kakšna se ti je zdela obleka neveste, premierjeva podoba, ki je mimogrede zelo drugačna kot ob nastopu njegovega mandata, in še kako glamurozna se ti je zdela lokacija poroke in njen program, nastopil naj bi denimo tudi Miran Rudan. Obleka, kolikor smo jo lahko videli, z te ene famozne poljubljajoče fotografije, se mi je zdela zelo lepa. Zelo elegantna, izčiščena, zdaj nisem pričakoval, da bo prišla tja še eno epsko šnolo, ne, oziroma sponko za pas, ki jih imamo že malce poln kufer v Tininih stylingih, ampak to je njen okus, zelo izčiščena podoba, malce hollywoodska, mene je morda spomnila malce na, ne vem, poroko Grace Kelly, pa mogoče tudi malo na poroko princese Catherine. Tam, ona je imela sicer bistveno daljšo vlečko, no, ampak nekje v tem duhu. No. No, on mi je bil pa zelo všeč. Te temno-modre, mornarsko-modre obleke so totalno njegov stil, ki ga zdaj pelje že kar nekaj časa. Črna obleka bi morda na poroki ob morju delovala malce pogrebno, kar res ni zdaj nobene potrebe še potem. V redu je bil taka mislim, da je bil oblečen s karizmo. No. Gospod ima lepo postavo, ne nazadnje je vitek, obleka bila lepo scelirana in vsi ti elegantni robci so dodali en lep pridih svečanosti, zelo všečno, in tudi ena taka državniška poročna obleka je bila, ne. Zdaj, če bi bili v Avstriji ali kje, bi imel čez prsi, ne, še tisto lento zastavo, recimo, ne, to zdaj jaz fantaziram romantično, ampak ne, mislim, da sta bila zelo, zelo lepa mlada poročenca, no. Ne vem pa, ali že imamo odgovor na ključno vprašanje, kdo je oblekel nevesto. Ne? Jaz sem pred poroko stavil no, v prispodobi, da bo to morda Jerneja P. Žembrovski.
Pa nisem prepričan, ali je res bila. Še čakam na ta odgovor, no. Morda ga sam poiščem in vam ga povem. Kar se pa same lokacije poroke tiče, pa sem kar malo nostalgičen. Jaz namreč sam sem se poročil v bistvu ne zelo daleč od tam, no, da imam lepe spomine. Vila Tartini je pa drugače kar priljubljena lokacija za elitne, prestižne sprejeme, zabave. Tak, če se ne motim, je leta 2023 točno na moj poročni dan tam Abrahama praznovala Katarina Kresal, pa zagotovo še kdo, tako da v bistvu se pa je lepo, ne? Ljudje imajo okus, ne? Je sam show program, je bil pa en tak, a ni bilo to ena taka zelo slovenska poroka na koncu. Mambo Kings z svojim verjetno večnim party venčkom, ali karkoli že imajo, Miran Rudan, ja, ganljivo, Laure ni več, kamorkoli je že šla. Malo so se stiskali, pa se poroka mora biti čaka. Zdaj, jaz si ne predstavljam si harfe in čela na poroki. No? Da verjamem, da je bilo v redu. Pa Miran Rudan je car. Denis, v Večeru pišeš tudi o porokah državnikov v zadnjih letih, kateri ob bok bi postavil to slovensko poroko leta, katera ti je najbolj ostala v spominu? Ja, primerjati poroko enega para s poroko nekega drugega para je, mislim, da nepravično, zato ker je vsaka poroka edinstvena in za tisti par zagotovo najlepša na svetu. Mislim, spremljam poroke, ampak vseh ni bilo prav veliko v zadnjih letih, ne, teh nekih državniških, političnih porok. Se pa absolutno spomnim, mislim, da to je pa čista zmagovalka. Leta 2018, če se prav spomnim, je takratna avstrijska zunanja ministrica Karin Kneißl se je v Gamlicu, tukaj malo čez slovensko mejo, poročila s svojim poslovnežem Wolfgangom Meilingerjem in na poroki je bil Vladimir Putin, ki je, mislim, da prinesel šopek, pa neke kozaški pevski zbor, pa uhane za 50 000 evrov, pa ona je z njim, mislim, da ona bolj plesala z njim, kot pa svojim možem tisti večer, plesala sta valček in ona se potem priklonila in vsi so videli v tem, da se je malo preveč priklonila Rusiji, cel cirkus. Mnogo raje imam kraljeve poroke, no? Ker so bolj elegantne, bolj tradicionalne, bolj državotvorne, ful več enega štofa ponudijo novinarskega. Vedno se kaj zgodi, vedno je kdo lepo, grdo, kakorkoli oblečen in pa tak, pa rad imam en stari šarm. No? Ne bi primerjal oziroma te premijejeve poroke, s katero me je pa malce spomnil na enega Richarda Gira, pa zdaj nočem reči, da je Tina Gaber, Julia Roberts spet iz Črnega dekleta, ker vemo, ne, kaj je bila, ne me narobe razumeti, ampak tak, sta bila malce hollywoodska, no. Pa mogoče sta me spomnila na princa Williama, pa princeso Kate, ta dva sta bila malo mlajša. Ne. Čestitke obema, no. Upam, da so se vsi imeli super. Še eno zanimivost si želel izpostaviti, pa kar daj. Joj, preden pozabim. Moj osebni highlight, vrhunec poroke Gaber Golob, ona dva sta se poročila v pesmi Sreča na vrvici. Ne, kar je tako iracionalno in tako kar nekaj, da mi je noro všeč. Mislim, jaz razumem, kako prideš na to idejo. Vem, da je to pesem o enem veselju v življenju, ne, ampak to je tudi pesem o psu. Zakaj? Ne? Ampak ne vem, verjetno je ta pesem nekoga navdahnila, no, in upam, da sta našla to svojo srečo na vrvici, karkoli to že pomeni. Super izbira komada, mimogrede. Hvala, Denis, za tokrat. Za koncema Golob pa vse dobro. Ja, hvala tebi, zdaj grem še pa ta riž do konca pomesti. Uživaj. Balet Pod zvezdami ob operni noči vsekakor sodi med najbolj prepoznavne brezplačne prireditve v Mariboru. V njegovi tretji izvedbi je na Glavnem trgu, kjer se je zbralo kar okrog 3000 gledalcev, gostoval balet Tango v koreografiji Edvarda Kluga, ki v mariborskem baletnem ansamblu stalno deluje že vse od leta 1998. Tango, ki se je rodil na ulicah, se je tako vrnil v svoje naravno okolje, izvedba pa je po pričakovanjih navdušila obiskovalce. Pa tudi Kluga samega, čeprav tokrat ni nastopil v plesni vlogi. Citiram, ta stik z mestom, z občani, mimoidočimi se mi je zdel fantastičen. Je pa tango za takšno predstavo na odru sredi mesta še posebno primeren. Je kratka predstava in ljudje lahko vidijo, da je umetnost dosegljiva, dostopna, da vabi in privabi. Na ta način se vzpostavi neki odnos, neka nova zveza tudi z ljudmi, ki nas vidijo prvič, je povedal Klug. Dogodek je poleg številnih občanov in obiskovalcev od drugod
ponovno pritegnil tudi številne goste iz politike in gospodarstva. Mariborčanom pa ga je ob 5-letnici, ki so jo praznovali prejšnji teden, kot sponzor poklonil Javni holding Maribor. Mariborska agencija Zadrga že 15 let skrbi za vizualno podobo največjih košarkarskih prvenstev pod okriljem FIBE. Žana Vlaisavljević je v pogovoru za Večer razkrila, kako se v Mariboru gradi prepoznavna športna znamka. Žana Vlaisavljević je direktorica projektov v Mariborski agenciji Zadrga, nekoč tudi sama aktivna športnica, sicer pa del dua z možem Dejanom, ki te dni v tujini skrbi za podobo Eurobasketa, torej Evropskega prvenstva v košarki. Zadrga je zdaj že hišna agencija Mednarodne košarkarske zveze FIBA, njihovo sodelovanje pa poteka 15. leto. Zadrga skrbi za vizualno podobo prvenstev zveze že večkrat, tudi letos je bila izbrana njihova celostna grafična podoba, letos pa je njihovo delo tudi maskota prvenstva, s ponosom pove sogovornica. Pogovor Mitje Segaja najdete v današnji izdaji tiskanega Večera ter na večer.com, kjer pogovor objavljamo tudi kot podcast Moj uspeh. Najdete ga seveda tudi v podcast aplikacijah. In ker smo že pri košarki, sinoči je Slovenija po odlični igri premagala Italijo in se uvrstila v četrtfinale Eurobasketa. Luka Dončić je Italijanom nasul 42 točk. Na športnih straneh pa lahko preberete tudi, kako je NK Maribor zaključil prestopni rok. Sinoči so pri Violi častih predstavili kar 4 novince. Seveda pa za podrobnosti kliknite na večer.com, kjer bomo spremljali tudi predstavitev novega trenerja, ki bi se naj zgodila kmalu. To je bil Večerov dnevni podcast Večer zjutraj 8. septembra 2025. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko preberete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete nasledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.